Letošnji vrh energetike o prihodnosti in zelenem prehodu, če tudi jasno tokrat najpomembnejši posamezniki v panogi niso mogli mimo vprašanj preteklosti. Reševanje obubožane termoelektrarne Šoštanj ostaja ena od vladnih prioritet, a zakon, ki naj bi TEŠ preselil pod okrilje SDH-ja, še ni pripravljen. Ob tem odločevalci mirijo, potrošniki tega na noben način ne bodo občutili. No, v isti sapi pa opozarjajo, če želimo izpolniti zavezo, da bomo potratni TEŠ v manj kot desetletju vendarle ugasnili, moramo čim prej poiskati odgovore na za zdaj še nerešena vprašanja. Kako poskrbeti za ogrevanje v dolini in kako poskrbeti za tiste, ki bi ob zaprtju ostali brez dela. Tadej Gršovnik. Gospodarsko ministrstvo še naprej pripravlja zakon, ki naj bi vsaj začasno omilil posledice slabega poslovanja termoelektrarne. Holding slovenskih elektrarn zaradi spremenjenih evropskih pravil finančne luknje, ki je zazevala v Šoštanju, tako Štokl ne more več krpati. Zato je potrebno, da je interventni zakon sprejet še letos, tudi vsi podzakonski akti, in da se ta prenos izvrši na 31.12.2024. V praksi se tako šef Elesa ne spreminja veliko, TEŠ bo še naprej obratoval, še naprej bomo kopali premog, tudi cene elektrike se na račun tega zagotovo ne bodo spreminjale. Potrošniki so zadnji se nekaj zapad. Seveda je tukaj največ, psihičen pritisk na zaposlene v TEŠ-u in premogovniku. Potrošniki se nekaj zapad. Kako reševati usode zaposlenih pa je le ena od prioritetnih nalog. Zaprtje, tako Mervar, se ne more in se ne bo zgodilo iz danes na jutri. Vsi tisti, ki so na daljinskem ogrevanju, nimajo alternative. Postaviti nov proizvodni vir je pa to najmanj 5 let še več. Se pravi, če smo danes 2024, že zaradi ogrevanja pred 2030 je skoraj nemogoče to ostati. Sledila bo, še dodaja, draga sanacija Šaleške doline po zaprtju premogovnika, ki naj bi bil sicer ob jasno vse dražjih emisijskih kuponih rak rana TEŠ-a, kar se je, opozarja Golob, izkazalo tudi v nedavni energetski krizi. Jaz sem bil takrat sam v jami, sem se šel sam pozanimati vodstvu in lahko sem se prepričal, da ni ne premoga, ne rudarjev in žal tudi potem ne električne energije iz tega naslova. Danes šefi v energetskem sektorju stavijo na zeleno, obnovljive vire energije, a so bolj ali manj enotni, da si je prihodnost težko zamisliti brez jedrske elektrarne. Imamo blok NEK, ki je zgrajen in katerega, po mojem mišljenju, lahko podaljšamo obratovanje do leta 2063. Tu je še vse bolj jasna namera o gradnji drugega bloka nuklearke, bi se lahko tudi tu, podobno kot pri 6. bloku v Šoštanju, ponovno opekli. Poglejte, tu dvoje je recimo enač, čeprav nikoli ne veš, ko prihodnost prinese. JEK2 je tak zalogaj, če bi se mi tako zmotili, kot smo se pri TEŠ-u, pomeni to bankrot Slovenije. Seveda velja dobro razmisliti, zbrati številke in pretehtati vse možnosti, a zdi se, v isti sapi dodaja in poudarja Mervar, da bodo jedrske elektrarne še dolga leta eden najpomembnejših virov energetske oskrbe.